Nahajamo se na Petrovi gori pod mogočnimi bukovimi drevesi. Nedaleč stran od tu je vrh Petrove gore, kjer se nahaja spomenik Vojna Bakića, spomenik posvečen vstaji ljudstva Banije in Korduna, ki danes žalostno propada. Ljudje ga uničujejo, odnašajo njegove plošče iz rostfraja, iz katerih je narejen. Mi smo pa zdaj malo pod tem spomenikom, nekaj kilometrov stran, sredi teh gozdov, kjer se je med drugo svetovno vojno od leta 1941 do 1945 nahajala velika partizanska bolnica. Tudi ta bolnica kaže žalostno stanje, propada, barake razpadajo, muzejska zbirka je uničena. Ta sama bolnica zdravila je na tisoče ranjencev, med drugim je bila tukaj tudi zdravnica dr. Marija Schlesinger, ki je leta 1943 v tej bolnici umrla. Njena želja je bila, da jo pokopljejo nad eno od Zemunic, kajti tu so gradili bunkerje, da slučajno, če bi jih okupatorji oziroma sovražniki odkrili, bi se skrili v te bunkerje Zemunice. In Marija Schlesinger je želela, da se pokoplje na to Zemunico, tako da bi tudi mrtva ščitila ranjence. Kar tudi piše na obnovljeni plošči, ki je bila takoj po osamosvojitvi Hrvaške oziroma po razpadu Jugoslavije razbita, vključno z njenim bakrenim reliefom. Zanimivo je tudi to, da je Hrvaški sabor takoj leta 1991, ko je Jugoslavija razpadla, sprejel zakon, s katerim je ukinil nagrado Marije Schlesinger. To je bila nagrada, ki so jo najvišja nagrada za medicinske delavce v Republiki Hrvaški, ki so jo prejemali vsako leto. To so takoj ukinili. Danes, kot vidimo, ta bolnica na Petrovi gori žalostno propada. Ta bolnica je bila samooskrbna, imela je svoj generator, imela je svojo seveda kuhinjo in najbolj žalostni prizor pa je te križi, ki so posejani po tem hribu, ki prikazujejo grobove partizanov, ki so umrli v tej bolnici.